Matjaž, pričakovanje pred jutrišnjim tekmom. Dober dan, pozdravljeni. Druga v seriji teh pripravljalnih tekem nosi popolnoma enak pomen kot Luksemburg, s tem pa, da igramo doma. Po kar dosti letih, vi boste to vedeli bolje kot jaz, se reprezentanca vrača v Celje in nekje zaključuje fantastično celjsko nogometno sezono. Jaz upam, da bomo na nivoju, letvica je postavljena zelo visoko. Jasno pa je, da so vsi ti dvoboji z državami bivše skupne države vedno nosijo neko tenzijo, tudi navijačev njihovih bo verjetno kar nekaj. V izhodišču pa se ne spremeni pravzaprav čisto nič. Razmišljamo o svojih problemih, o svojih dobrih straneh iz Luksemburga, o tisto, kar mora biti boljše, in prepričan sem, da bo to jutri ena prava tekmovalna tekma v pripravah za jesenski ciklus kvalifikacij. Hvala. Hvala lepa, gremo kar na vaše vprašanje. Selektor, dober dan. Rekli ste že veliko navijačev enih in drugih, veliko pa verjetno tudi ljudi, ki bodo nekako imeli na zelenici dve svoji reprezentanci. Na nek način podobna situacija kot tista tekma v Ljubljani proti Portugalski, samo iz drugih razlogov. Je recimo to tudi en izziv, ena naloga, torej obrniti, nekako pripraviti publiko, obrniti jo na svojo stran. Vemo, kako se je končalo potem proti Portugalski, ko je na koncu bil stadion zelo enoten. Vedno, če si nekje na neki vagi, da te nekdo tehta, je vedno dobro, da se na koncu obrne na tvojo stran. Tako da, ja, na nas je, da poskušamo prepričati, čeprav mislim, da v nekem časovnem zaporedju cilji doseženi. Tudi zelo pomembna je bila tista tekma, tisti dvoboj proti Slovaški. To so pa tekme, ki nosijo nek dodaten motiv, ki ne moreš reči, da je to neka prijateljska tekma, pač da se odigra. In tudi jaz sem prepričan, kdorkoli bo na naši strani, kdorkoli bo na njihovi strani, da bo to veselo. Sem pa bil zelo zadovoljen z nekim momentom v Luksemburgu, ko je bilo treba skočiti skupaj zaradi pač favla ali pa mogoče nekih tenzij, so fantje dobro odreagirali, ker tudi na ta način z izrazom telesa pokažeš, ali ti je mar, ali ti je ne, ali bo stopil za svojim soigralcem ali ne, in to je bilo zelo dobro. Imate kakšno novo informacijo za nas glede tega, kako je z Janom Oblakom, običajnim prvim kapetanom, da tako rečem? Ja, del treninga je že včeraj naredil z ekipo, danes bo še odtreniral in če ne bo nekih težav, bo Jan jutri branil. Hvala lepa. Prosim. Naslednje vprašanje. Dober dan. Bosna, ko ste jo gledali sedaj na zadnji tekmi, recimo proti San Marinu, in pa tudi ta začetek kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki so že v tem tekmovalnem ciklusu, kaj ste opazili in kako jih pričakujete jutri, v kakšni podobi, čeprav je prijateljska tekma? Ne sem kaj opazil, samo dejstvo, jaz bi bil zdaj absolutno na njihovem mestu. V 3 krogih 9 pik v kvalifikacijah, to kaže na dobro. Jasno je, da je ta energija, ki je Sergej Barbares s svojim strokovnim štabom prinesel, da je to se obrnilo zelo pozitivno. Po posameznikih ne govorim nikoli, ker potem vedno nekomu lahko narediš žal, ker ga ne omeniš, vedno lahko koga pozabiš. To je ekipa, kjer igralci igrajo v pravih klubih. Zdaj, ali z vsemi zvezdniki ali ne, v to se sploh ne bom spuščal. Zelo disciplinirano, agresivno, takšni kot pač so. In če se bodo jutri počutili preveč domači tukaj v Celju, če bomo jim mi pustili na igrišču, da se počutijo preveč domači, potem bomo imeli mi težave. Je pa treba res spoštovati izreden začetek njihovih kvalifikacij, zmaga v Romuniji. To so lahko sicer zelo, zelo zadovoljni, pa mirno grejo na počitnice. Ste dejali pred tema 2 tekmama za Slovenijo, da želite razširiti kader, dobiti še neke druge možnosti. Ste dobili velik del teh odgovorov že na prvi tekmi in koliko teh odgovorov pričakujete še na drugi? Ja, to je vedno pri vas v medijih zanimivo. Vi hočete že po eni tekmi čisto vse ali zrušiti ali pa zgraditi. Jasno je, da reprezentanca je
sklop nekega časovnega zaporedja. In bilo je dosti dobrih strani, tisti, ki so dobili zaupanje, bilo je pa tudi nekaj stvari, ki mi niso bile posebej všeč. Tako da je absolutno bo jutri treba biti boljši. Imamo malo probleme dejansko z poškodbami, če se še malo vrnem, ker bolj kot ne je zagotovo, da Timi Kelšnik ne bo mogel igrati. Ampak odpira se zopet nek prostor. Se pravim, je pisana zasedba, ker tudi ni tistih iz mlade reprezentance nekaj zaradi poškodb. Ampak jaz mislim, da je, kot sem že dejal, takoj po tekmi v Luksemburgu, vidi se, kdo je v minutaži, kdo je v formi, kdo nosi za sabo neko samozavest. Ne. In sigurno leti apel skozi te 2 tekme, skozi naše treninge tudi na igralce, da bodo počitnice, naj bodo počitnice kratke, naj bodo intenzivne v pripravah, v razmišljanju, da se pravočasno začne z urejanjem klubskih statusov. Če se bo to zavleklo daleč v september, potem bomo absolutno morali iskati neke druge rešitve in zaradi tega sem vesel, da so nekateri upravičili zaupanje, da ni to zaradi tega, ker pač igramo v Celju, zdaj pa jih je toliko pa toliko v Celja. Ne. Mislim, to je malo smešno, kar se tiče vse mene. Ampak vsaka tekma nosi nek izziv, neko možnost, da se pokažeš. Je pa sigurno dejstvo, da en gol ali pa ena dobra tekma še ne pomeni, da se kar pride v reprezentanco, tako tudi ena napaka ali pa ena slaba tekma ne pomeni, da se iz reprezentanca izpade. Jasno je, moje mnenje in zagovarjam to tezo, da Slovenija raba neko konstanto, da rabi nekaj mogoče treningov več in kdorkoli smo imeli ta čas, se je na koncu nekaj zgodilo pozitivnega. Me pa navdušujejo fantje iz treninga v trening, kakšna sezona je večina za njimi, kako dolgo že vse to skupaj traja, pa na tak način odtrenirati, biti zraven, pokazati, da ti je mar za vse to skupaj. Pa tudi, verjemite mi, da jih kar boli dosti njih, da jih kar zateguje vse skupaj. Ampak tukaj je vedno bil odgovor čisto na dlani. Ko vidiš takšne modele, ko vidiš takšne karakterje, potem je zelo enostavno, pa zelo fajn je delati za njimi. Zaradi tega je zdaj na nas, da to pretočimo v jutrišnjem tekmu. Naslednje vprašanje za Svikre. Zdaj bolj dolgo jaz govorim, ne zaradi tega, ker sem v Celju, kar je tu sicer običajno, pa zaradi tega, ker čakam Kaničnika. Ne bo Kaničnik. Dobar dan, gospod selektor. Mene zanima, glede na video, da Končil se na domačem terenu, ne? ja, kar lažje steče jezik. Glede na video dosedajnega na teh treningih, pa na tej tekmi z Luksemburgom, ste bolj zadovoljni v tem trenutku z igro z žogo ali brez žoge? V Luksemburgu v nekih momentih smo zelo modro zadržali žogo, smo bili nedosledni, pa premalo natančni v tistem momentu, ko se je žoga izgubila. Ali v tistem prvem pritisku na njih, na žogo, ali pa v tistem momentu, da se postavimo v neko cono, pa čakamo. Tu smo zamujali in to bomo morali jutri popraviti, ker ena izmed karakteristik igre Bosne in Hercegovine je ta dober pas, to vračanje strani, to izhajanje med prostorov in tu bomo morali biti bolj natančni, bolj precizni. Je pa seveda, po 3 treningih, da boš kar igral, ne, to toliko ne gre. Je pa sigurno neka samozavest, v nekih momentih v Luksemburgu ok. Sliši se sicer Luksemburg, ne iz tega zdaj, ki dela neko znanstveno fantastiko, ne. To je bila ena tekma, kjer je bil kar najprej karakter na preizkušnji in potem pa tudi neke zadeve, ki so jo poskušali narediti skozi trening. Ampak jasno je in v eni in drugi fazi še toliko prostora za napredek in do zdaj v bistvu, kar lahko res rečem, sem že prej omenil, je ta njihov pristop, ta njihova želja. Na koncu se je pokazalo tudi njihovo veselje po tekmi, na kak način so doživljali pa šli skozi to tekmo. Da pa je bilo to dobro, daleč od tega. A pred takšnimi pripravljalnimi tekmami tudi tako podrobno analizirate recimo nasprotnika, simulirate pripravo na tekmo, kot bi šlo za točke, ali bolj gledate na se? To je sicer bolj know-how reprezentance, ampak saj problema, saj ste bili zraven v Nemčiji pa to. Ne maram, da se dela razlik med s to reprezentanco na FIFA-ni lestvici ali pa top 10 reprezentantov. Tega enostavno ne prenesem skozi življenje
ker niti v enem momentu si Slovenija ne sme dopustiti, da bi bila nekje lahko miselna, oziroma da bi nekaj jemala kot samo po sebi umevno. Mi smo se pripravljali in za Luksemburg in za Bosno v običajnem ritmu, tudi za običajnimi ljudje so opravljali svoje naloge, tisto, kar jih imajo, da pa ob vseh tistih informacijah, ki jih damo v istem formatu, ali pred to pripravljamo tekmo za Bosno, ali pa tekmo za Anglijo na Evropskem prvenstvu, to je isto. A jasno pa je, da gremo do neke tiste meje oziroma do nekega načina, ki ga imamo, prioriteta, kot ste rekli, da se ukvarjamo sami s seboj. Sploh v tem momentu, ko nekrat manjka toliko igralcev, ko nekrat toliko novih, takrat je po mojem še bolj važno, kak je razgovor, kakšna beseda več z igralci, ki jih imaš na razpolago. Tako da kvalifikacijska tekma, pripravljalna tekma, vse to šteje in zaradi tega jaz mislim, da smo naredili vse. Je pa malo teže, normalno, ker točno ne veš, na kak način bodo tudi oni krajili, ampak osnovne informacije imamo in ta trening danes in vse to skupaj je zelo pomembno za nas. Še kakšno vprašanje za Viktorja? Pa hvala lepa. Kaj kakšno vprašanje? Do Maribor, Maribor. Ne vem, glede česa, začel sem, ne vem, odvisno od vprašanja. O Mariboru? Ne. Mogoče še to vprašanje, no, ker prej je bilo nekaj govora že o gospodovanju igralci, kako je z Benjaminom Šeškom, boju je ukadal ali ne? Ne. Dobro, v redu, hvala. Prosim. Da ne bo kakšne pomote, jaz sem prepričan, da poštenovci ste želeli in želite vse najboljše, vse me pa zanima, kako komentirate spremembo na mariborski klopi, ki je zdaj tudi uradna in s katero vas do zdaj nismo, je pa vendarle to eno mogoče zadeva, ki si zasluži vaš komentar. Ja, jasno je, da gre v nekem razmišljanju, v mojem osebnem razmišljanju za slovensko stroko, ne. In tukaj sigurno entuziazem, kvaliteta opravljenega dela pa Boštjana Cesarja, mislim, da to ne sme biti vprašljivo. Zdaj, kakšen je imel kdo apetite, kakšen ima apetite, jaz ne vem. Ampak zaupanje si sigurno trenerji zaslužimo za dalj časa kot za 28 tekem, predvsem, ko na koncu mogoče je misli vse naredil narobe, ne. Najlažje je pač pokazati s prstom na trenerja in verjetno bi še kdo lahko prevzel odgovornost. Da pa ostanem pri Boštjanu, jaz mu želim vse dobro v nadaljevanju kariere, to so pač tisti momenti, ki jih mi vsi doživljamo slej ko prej. In v zaščito slovenske stroke ob dopolnjevanju z kvalitetnimi tujimi strokovnjaki, mislim, da lahko iz tega profitira samo slovenski nogomet. In če tu tištiš glavo v pesek, pa misliš, da ti do mene more nič pokazati novega oziroma boljšega, kot ti delaš, je napaka. Da pa samo kimaš z glavo, da je pa vse perfektno, da pa ti nič ne znaš, to pa mislim, da tudi ni to, ne. In zaradi tega sem zelo vesel, da je zdaj Krničnik tam že in da bom jaz lahko nehal govoriti. Žan, vse veš, 10 minut, 15 minut ima zamude, to je po pravilniku toliko pa toliko, tudi če si kapetan v tej bajti, je to čisto eno. Selitev. Če mi dovolite, samo da se navežem še na Andrejevo vprašanje. Ni bilo tako dolgo nazaj, morda 2-3 sezone, ko mislim, da smo šteli, da je bil le en ali pa tuje trenerja med deseterico slovenskih košarkarjev. Zdaj se ta trend očitno obrača ravno o tem, kar se govori o slovenski stroki. Je to razlog za zaskrbljenost slovenskega nogometnega trenerstva, da v bistvu tudi tiste klube, ki načeloma so jih vodijo tuji investitorji, bolj zaupajo trenutno tujim trenerjem? Ja, to je pač pravica tujih investitorjev in tukaj se ne more čisto nič spremeniti. Tudi jaz sem bil 6 let v Reki pod tujim investitorjem. Pa na koncu koncev je zdaj na nas trenerjih, da z rezultati, z delom, s trmo, z inatom, z motivom pokažemo in dokažemo, da lahko. Podpisani pod največje usmehe reprezentančnega in klubskega nogometa se ve, kateri trenerji so. In zaradi tega jaz na eni strani nočem dvigovati naše slovenske stroke, ne pa podcenjevati tujega, ne, ampak kvaliteta je lahko stalno dobrodošla, če se imaš od koga karkoli naučiti, je to lahko samo dobro, seveda, če to hočeš vzeti in če hočeš se tako obnašati. In zaradi tega jaz mislim, da mora biti velika razlika
In ni mi ravno prav, da se toliko govori domača stroka, tuji trenerji, lahko, bolj, ne vem, meni je bliže kvaliteta. Meni je više, ali je to kvaliteta, ali je to dodana vrednost, ali je to neka kvaliteta, v katero lahko vse vzamemo, ker seveda, da pa je vse idealno tudi strani naših trenerjev, ali oziroma nas, ali pa strani tujih trenerjev, to pa tudi ni res, ne, da je vse idealno. Tako da upam, da se bo tudi ta prepotreben finančni vložek v slovenski nogomet, in to je zelo pomembno, prepotreben finančni vložek, ker drugače ne vem, na kako bo šlo. Da se bo odrazil tudi na realno ocenjevanje kvalitete dela strokovnih štabov, je pa jasno, da zagovarjam to in mislim, da ne imamo dovolj slovenskih mladih trenerjev, tudi izkušenih trenerjev. Lep primer je Slaviša Stojanović, ki je pustil nek pečat, pa je rabo 15 let ali pa mogoče več, da se vrne v slovenski nogomet. Tako da tukaj lahko mi se pogovarjamo, ali tu, ali resno, ali pa ne resno za šankom, tuji investitorji, oni delijo zdaj vse to skupaj. Kdo je pustil pa na kakšen način, da oni upravljajo, to pa zdaj mogoče ni vprašanje zame. Jasno pa, da bom branil svojo slovensko nogometno stroko, da pa izrekam, in sem tudi javno povedal, izredno priznanje za dva tuja strokovnjaka, ki sta obeležila klubsko sezono slovenskega nogometa in da sta prinesla in svežino, in znanje, in način komuniciranja, ki je pač običajno zunaj. En na ta način, drugi na ta način. Vsi pa mi pravzaprav ne razmišljajo o tem, da bi bili uspešni in da bi prišli do pozitivnega rezultata. Zaradi tega pa govorimo rajši o kvaliteti, ali je to kvaliteta, ali ne pa kdo je bel, kdo je črn, kdo je rdeč, kdo je zelena, pa kdo je domač, kdo pa ti. Hvala lepa. Hvala Sveke. Ja, vse. Zdravo, zdravo. Pričakovanja pred jutrišnjo tekmo. Ja, pričakovanja so kot vsako tekmo, da pač hočemo tudi to zadnjo tekmo v tej sezoni zmagati in mislim, da se bomo tako tudi postavili na igrišču in pokazali, kdo je domačin jutri. Hvala, gremo kar na vaše vprašanje. Se veš, kaj te bom vprašal. Igrate v Celju, ti kaj več pomeni v reprezentančnem dresu, prvič boš, ne? Kaj posebnega zate pomeni ta tekma? Pa ja, vedno je nekako, zdaj sem se že navadil igrati v Celju po vseh teh 2,5 letih, ki sem jih preživel tu. In vsekakor bo lepo, da tudi bom zaigral v reprezentančnem dresu bom rekel, v Celju. Ampak ja, konec koncev ni pomembno, kje igramo, s kom igramo, pomembno je, da si pač na vsaki tekmi daš svoj maksimum, da ko oblečeš ta dres reprezentance, da pustiš srce na igrišču in mislim, da bo tako tudi jutri. Kaj ste videli, ko ste analizirali Bosno, kaj lahko pričakujemo od tekmeca jutri? Pa ja, nekako smo že naredili ta večino analize, ampak tudi oni nekako igrajo v podobnem sistemu kot mi sami, ampak oboji z nekakšnim bo manjkalo nekaj teh glavnih igralcev, ampak to je tudi nekakšna priložnost za vse ostale, ki mogoče do sedaj niso bili z nami, oziroma da čim prej osvojijo vse te principe in zahteve, ki jih ima selektor. Tako da ja, mislim, da bo jutri, bom rekel, ta zadnja tekma pred tekmami, pred kvalifikacijami, ki prihajajo in nek pokazatelj, da zmoremo, da lahko in da to pokažemo tudi jutri proti Bosni. Žan Žuga, videli smo Fiorentino tukaj, videli bomo to tekmo jutri tukaj. Kako pomembno je dodajati neko, ne bom rekel novo, daleč od tega nogometno okolje, ampak vendarle vračati nekako v Celje tudi te velike spektakle, dodajati eno tako mesto slovensko, ki gosti tudi take tekme. Kako pomembno je to? Pa je, vemo, da se nekako Celje v zadnjih letih prebuja, oziroma tudi sploh v zadnjem letu, ki so temu sledili tudi sami rezultati. Ko sem sam prišel,
v Celje, pa ko pogledam, ne vem, dan danes, koliko več ljudi, koliko več otrok in vsega tega je na samih tekmah, je to, bom rekel, nekaj najlepšega, da pač se samo mesto prebuja, da se razvija, da tudi, bom rekel, sami vlagatelji, ki so pač trenutno v Celju, razvijajo vse to in mislim, to je vse dobro za slovenski nogomet. Hvala. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Simon. Zdrav, Žan. Selektor hvali pristop vas, fantov, da še vedno najdete dovolj energijo po takšnih sezonah, saj večine vas, da še vedno odigrate te tekme v reprezentanci, kot se spodobi, bom rekel, pa me zanima, odkje vi še ta hip črpate to energijo, ker tekme niso, bomo rekli, tekmovalne kvalifikacije, glavne tekme prihajajo, ne? Pa vendarle, v kateri luči vidite največji korist teh srečanj ta hip, pa odkje vi še najdete to energijo po tej sezoni, ker ste odigrali s Celjem, koliko tekem vse skupaj, se ne vem točno. Ja, mislim, da je bilo s Celjem nekako čez 60 tekem. Ampak ja, mislim, da je, bom rekel, še zdaj to zadnje dejanje v tej sezoni, potem lahko s fanti gremo nekako na zaslužen dopust, ampak ta dopust bo zelo, zelo kratek, ker vemo, da že sama klubska sezona se za Slovenijo začne zelo, zelo hitro. Ampak ja, kot sem že prej rekel, da vedno, ko oblečeš ta dres reprezentance, da je to tisto nekaj, kar te nosi, konec koncev bo tudi, mislim, da dokaj zaseden stadion in dokaj poln in bom rekel, da ja, to je nekaj najboljšega, take tekme je tudi najlepše igrati in zato vedno se najde tista energija. Samo to še z moje strani. Boste šli mirni na ta dopust zaradi klubskega statusa, tudi to je selektor omenil? Pa kot sem, mislim, že večkrat povedal, da tudi sam ne skrivam, da bi se mogoče še enkrat preizkusil v tujini, ampak bomo videli, trenutno sem še član Celja in prestopni rok, bom rekel, se še ni niti začel, ampak bomo videli, kaj bojo prinesli, bom rekel, naslednji mesec, 2. Selektor je rekel, da so noge težke, da ste zategnjeni, večina nogometašev. Pa me zanima, vam paše, da zdaj niso kvalifikacijske tekme, nekatere reprezentance že igrajo kvalifikacije, vas pa to čaka septembra. Vam paše ta nek pripravljalni iztek pred koncem sezone? Pa če pogledam sedaj, ja, nekako je kar dobro, da so prijateljske tekme, ker vemo, da manjka kar nekaj izjemno pomembnih članov, bom rekel, reprezentanci, ki so standardni, imajo nekakšne težave s poškodbami, ampak to je sedaj nekako čas, da tudi selektor vidi in priključi, bom rekel, dodatne moči, da si te igralci čim hitreje osvojijo ta njegov način dela oziroma kaj on zahteva na samih tekmah, tako da je, bom rekel, vsekakor dobrodošlo. Hvala lepa. Hvala.